Tretjič. Kdo so kupci, ki si želijo naš proizvod? Kdo ima ta problem? Komu ponujamo vrednost? Če smo pri prejšnjem poglavju definirali problem, ki smo se ga odločili rešiti, se tukaj sprašujemo, komu ta problem sploh rešujemo. Zavedati se moramo, da bomo na naši poslovni poti uspeli samo, če nam bodo ljudje zaupali in bodo za našo rešitev pripravljeni plačati. Zato je ključnega pomena, da zelo dobro razumemo, kdo so ti ljudje. V zgodnji fazi načrtovanja našega poslovnega modela običajno začenjamo z osnovnimi demografskimi podatki. Zanima nas, ali med našimi potencialnimi kupci prevladuje določen spol, starost, poklic, kraj bivanja in podobno. Če na primer prodajamo šminko, bodo naši kupci v glavnem ženske. Zelo je pomembno, da čim natančneje definiramo naše potencialne kupce, saj poznavanje kupcev zniža stroške pridobivanja uporabnikov oziroma marketinga. Groba analiza trga. Ko imamo definirane kupce, lahko v grobem ocenimo, kako velik je naš trg. Če na primer ugotovimo, da so naši kupci poročeni moški, stari med 25 in 40 let, ki se intenzivno ukvarjajo s športom, lahko na podlagi statističnih podatkov ugotovimo približno, koliko je takšnih ljudi. To nam je lahko zelo dober pokazatelj, če ima naša ideja potencial. Če ugotovimo, da je ljudi, ki imajo naš problem, zelo malo, bomo težko preživeli oziroma mora biti naša rešitev zelo draga. Zgodnji uporabniki. Manjša skupina kupcev, ki smo jih prej definirali, so zgodnji uporabniki. To so ljudje, ki najbolj trpijo zaradi problema, ki ga rešujemo. Takšni ljudje so običajno pripravljeni plačati vsako ceno, da jim problem rešimo. To skupino želimo čim natančneje določiti, saj so v primeru zagonskih podjetij to pogosto naši prvi kupci in so lahko tudi naši testni uporabniki, ki s svojimi povratnimi informacijami pomagajo pri razvoju produkta. Preverjanje podatkov z intervjuji. Če stvari preveč predpostavljamo, se lahko hitro ujamemo v zanko napačnih odločitev. Zato je pomembno, da vse, kar v poslovni model vnesemo, tudi testiramo. Prva faza testiranja naših predpostavk je intervju. Nihče nam ne more podati točnejših odgovorov kot kupci sami, saj so ti tisti, ki nam bodo zagotovili prihodek. Poznate rek, kupec ima vedno prav? Želimo si povprašati čim več demografsko različnih ljudi. Ne sprašuj mame. Če vprašamo našo mamo, ali se ji naša ideja zdi v redu, nam bo odgovorila v vsakem primeru pritrdilno, saj je preveč čustveno navezana na nas. Enako se lahko zgodi, če vprašanja postavimo dobrim prijateljem in podobno. Če želimo pridobiti koristne odgovore, se potrudimo intervjuvati ljudi, ki nas ne poznajo oziroma ki čustveno nikakor niso vezani na nas. Običajno imamo velik odpor do spraševanja neznanih mimoidočih. Žal je to eden tistih izzivov, kateremu se ne bomo mogli izogniti. Je pa to pogosto problem samo pri prvem intervjuju, na to običajno steče. Uporabnik in kupec. Stvar, o kateri moramo razmisliti, je, ali so naši kupci tudi uporabniki. Za primer lahko vzamemo otroške igrače. V tem primeru so uporabniki otroci, saj se samo otroci igrajo z njimi, kupci pa so starši, saj so plačali za nakup igrače. Kupci so vedno tisti, ki dajejo denar, uporabniki pa tisti, ki produkt uporabljajo. V primeru, ko sta kupec in uporabnik ločeni osebi, je pomembno, da mislite, kaj je pomembno za vaše kupce in kaj je pomembno za vaše uporabnike, ter da zadovoljite potrebe obojih. V primeru igrač proizvajalci skrbijo, da je igrača zanimiva za otroke, skrbijo pa tudi za to, da je narejena iz zdravju neškodljivih materialov, ima primerno ceno in more biti vzgojno noto. Tako zadovoljijo tudi zahteve staršev. To je pomembno zato,
ker uporabniki vplivajo na odločitev kupca o nakupu. Na to moramo biti pozorni tudi pri našem intervjuju. Če so torej uporabniki in kupci različne osebe, na to bodite posebej pozorni in obrazložite tudi v poslovnem modelu. Domača naloga. Začnimo z vprašanjem: komu rešujemo problem? Pogosto se zdi, da tekmovalci rečejo, da je njihov produkt za vse, kar še zdaleč ni res. Na tem mestu iščemo tiste osebe, ki najbolj potrebujejo naš izdelek ali storitev oziroma imajo najbolj močen problem. Vprašajte se še, v kakšni situaciji se mora znajti oseba, da bi bila pripravljena kupiti naš izdelek. Sedaj, ko ste si zamislili to osebo, jo poskusite kar se da natančno definirati. Opišite spol, starost, stan, kje živi, mesto, podeželje, država, regija, kaj dela, kakšen avto vozi, kakšen hobi ima. Vse, kar bi lahko bilo pomembno, da definiramo skupino takšnih oseb. Zavedajte se, da vse, kar napišete, so samo predpostavke. Na podlagi podatkov poizkusite raziskati, koliko je takih ljudi na vašem trgu in kje se ta trg nahaja. Pri tem se lahko pomagate z brskanjem po informacijah na spletu. Ko definirate velikost trga, je potrebno prej narejene postavke preveriti. Razmislite, kje v vaši bližini lahko najdete osebe, ki so podobne tistim, ki ste jih definirali. Do srečanja z mentorjem opravite vsaj 5 pogovorov z ljudmi, ki ustrezajo profilu kupca. Zelo pomembno je, da ne sprašujemo z vprašanji, na katere se da odgovoriti zgolj z da ali ne, saj se tako veliko informacij izgubi. Pogosto je zelo dobro, če intervjuvanca sprašujemo po preteklih izkušnjah, kjer jim damo možnost, da se razgovorijo. Če želimo, na primer, odpreti vegetarijansko restavracijo in nas zanima, katere jedi bi naši potencialni kupci želeli, nočemo postavljati vprašanj, kot je: ali imate radi tofu? Saj lahko ta oseba res ima rada tofu, a ima kaj drugega še raje. Bolje bi bilo vprašati: ali mi lahko opišete, kam običajno zahajate, ko greste ven v restavracijo in kaj tam naročite. Na takšen način nam bodo ljudje podali precej bolj izčrpne odgovore in nas bodo morda tudi presenetili. Tekmovalcem svetujemo, da opravijo vsaj 20 intervjujev pred zaključkom vseh delavnic. Če je množica vprašanih premajhna, nas lahko odgovori speljejo na napačno pot. Pogovore opravite tako, da jih preprosto vprašate, ali bi sodelovali v intervjuju. To je zelo pomembno, saj bomo z informacijami lahko oblikovali še boljši produkt, ki bo po meri kupcev. Zapišite si najmanj 5 vprašanj, ki sprašujejo po njihovih problemih in potrebah, nikakor pa ne omenjati, kaj je vaša ideja.